Lep pozdrav, moje ime je Ivan Jurgec in danes bi spregovoril o temi, ki dostim ljudem onemogoča nekako življenje v sedanjosti, danes. In to je preteklost. Preteklost v zelo širokem obsegu, no. Ljudje se ful radi spominjajo preteklosti, kaj se je dogajalo včasih, kako je bilo včasih. Ampak saj bi še bilo vse v redu, če bi se nekako fokusirali na tiste ta res lepe, super, srečne dogodke, ne. Ampak večina se nekako fokusira ali pa bazira na to in preveč spominov vleče na tiste dneve, mesece, leta v bližnji ali daljni preteklosti, ko se mi je kaj zgodilo takšnega, da so bili jezni, pa so še zdaj jezni, ali da so se slabo počutili, da jim je nekdo, ne vem, pred 20 leti nekaj rekel in še danes na to ozirajo, kaj je nekdo rekel in so potem, ne vem, skregani za to osebo zaradi nekih 10, 20, 30 let nazaj. In nikakor ne pridejo, da bi začeli živeti danes, ne. Ta preteklost je zelo obremenjujoča, ne. Tako v družinah, v širšem pomenu ali pa v nekem partnerskem odnosu ali pa v odnosu starši, otroci, ko preveč krat ne moremo pozabiti na to preteklost. Sam, bom rekel, sem imel neke težave tudi na tem področju, da sem ogromno spominov dajal na tisti čas v preteklost in sem se oziral in fokusiral na to zadevo in se slabo počutil. Ampak s tem, ko delam pač zase, na sebi, za svoje življenje zdaj, pa jemljem preteklost kot neko izkušnjo, kot neko šolo, na podlagi katerega sem se pač ogromno naučil, ne. Ogromno naučil in si želim, da pač teh napak, če lahko rečem, da so to bile napake, ampak lahko rečem, da je to pač samo bila neka izkušnja, ne bom več počel. Seveda, če mi ni bilo, če se nisem ob tem dobro počutil, če nisem bil ob tem vesel, srečen in tako dalje, ne. Zdaj, iz preteklosti se rad spominjam tistih lepih spominov, ki smo jih imeli v otroštvu, ki sem jih imel v šoli, pa v službi na Primorskem, ko sem bil, super zadeve, ne. Nerad pa, ali pa sploh ne, se pa spominjam teh zadev okoli težav v mojem partnerskem odnosu v preteklosti, ki sem ga imel. In jemljem samo kot izkušnjo, kot neko lekcijo, ki sem jo moral doživeti, da sedaj gledam drugače na življenje. Poznam pa ogromno ljudi, ki tako osebno poznam in pa tudi drugače v sklopu mojega dela, ko se pač pogovarjamo z ljudmi. Zelo so obremenjeni s preteklostjo in ne morejo pozabiti, ne vem, nekateri celo 30, 40, 50 let nazaj, kaj se mi je slabega zgodilo, ne. Ta preteklost ni dobra in bi bilo za res, da boste zaživeli bolj kakovostno življenje, bolj srečno življenje, veselo življenje, je, da pozabite na to preteklost. Saj vem, ni tako enostavno, ampak verjemite mi, da se splača, ne. Splača se pozabiti na to preteklost, na tiste slabe, pa manj srečne, manj lepe trenutke, ki ste jih doživljali.
Res je, da to ne gre kar čez noč, zato pa je potrebno neko delo na sebi, ne, z določenimi stvarmi, da se boste zverzirali. Jaz sem to kar precej stvari moral na sebi spremeniti, ne navzven, ampak tukaj notri, da sem sprejel določene sklepe pri sebi, razmislil o tem in preteklost me ne zanima, ne. Ker dejstvo je, kar je bilo včeraj, kar je bil prejšnji teden, kar je bilo 1 leto nazaj, tega ne morem spremeniti. Se ne da. Živim danes in današnji dan želim izkoristiti v najboljši luči, najboljše kvalitetno. Razmišljam pa o prihodnosti, ja, to pa. In se nekako tudi fokusiram za prihodnost. Svoje cilje postavljam za prihodnost. Zato vam svetujem, če želite napredovati v tem sedanjem življenju in če morda niste srečni, ali pa veseli, ali pa če se ne dobro počutite, dajte nekaj narediti na tem, da ne boste, če se seveda osredotočite na to preteklost, da nekako pozabite to preteklost. Ne tistih lepih trenutkov se je vedno fajn spominjati, ampak tistih manj lepih, komarji so tukaj, manj lepih trenutkov, ker vam bo lepše, če boste živeli danes, za današnji dan, in če boste si postavljali cilje za prihodnost. Tako da moje priporočilo s tem videom je, da pozabite na preteklost, ne toliko se osredotočati, pa fokusirati, pa razmišljati o preteklosti. Razmišljite pa delajte za današnji dan, da ga pač izkoristite v najboljši meri, sam s sabo, z otroci, z vnukicami, prijatelji. Uživajte v glavnem, uživajte ta dan in delajte si načrte, plane, cilje za jutri, za leto dni, za 5 let, 10 let naprej. Verjemite mi, da se splača. Splača se in boste videli. Ko boste začeli drugače razmišljati, delati in tako nekaj mesecev bo sicer trajalo, ampak boste bolj veseli in privoščim sam sebi in vsem ostalim. Pustite preteklost. Živite danes, za jutri. Nič, to je to za danes, da me ne komarji pojejo. Lepo se imejte, radi se imejte, uživajte. Življenje je lepo, samo ga je treba izkoristiti na polno. Tako da, adijo v naslednjem videu.